Kako preprečiti, da bi si preko storitve oddaljenega dostopa nakopali izsiljevalski virus? Oziroma, kako si ne nakopati izsiljevalskega virusa, ki vam bo zašifriral vse datoteke na računalniku in vas izsiljeval za 4386 evrov, če boste še kdaj želeli dostopati do pomembnih datotek podjetja, hkrati pa vam nakopal še težave s poseganjem v osebne podatke vaših strank in poslovnih partnerjev, da poslovne škode, ki jo bo utrpelo podjetje zaradi ustavitve dela, niti ne omenjamo. Okej. Vzemite si to minutko pozornosti, da boste takoj zatem po spletu klikali vsaj za kanček bolj varno. Tudi če se vam niti malo ne stanje, kaj pomeni pojem oddaljen dostop ali oddaljeno namizje, to še ne pomeni, da ste varni. Pred morebitnim vdorom v vaš računalnik ali v omrežje celega podjetja, ki običajno nosi najbolj občutljive podatke. Gre za storitev, ki upravljalcu oziroma vzdrževalcu omrežja v podjetju omogoča oddaljen nadzor in upravljanje z ostalimi sistemi, naprimer strežniško infrastrukturo. Napadalci gesla za dostop do oddaljenega namizja najpogosteje pridobijo preko napada surovo silo s poskušanjem različnih kombinacij, najpogostejših uporabniških imen in gesel ali pa te podatke prehodno pridobijo preko okužb računalnikov, ki dostopajo do storitve za oddaljen dostop. Po vdoru napadalci izklopijo varnostne mehanizme, kot sta antivirusni program in požarni zid, nato pa na računalnik prenesijo virus, ki zašifrira vse datoteke, do katerih ima dostop, lokalne datoteke ter datoteke na priklopljenih zunanjih in omrežnih pogonih, kar lahko pomeni, da v eni potezi izsiljujejo celo podjetje. Po zašifriranju datotek napadalci na računalniku pustijo obvestilo z navodili za odkup šifrirnega ključa v kriptovaluti Bitcoin. Višina odkupnine pa se glede na samo občutljivost zašifriranih podatkov giblje tam nekje med 1000 in 5000 evri. Da bi se izognili preglavicam, ki si jih lahko nakopljete s storitvijo oddaljenega dostopa, bodite pozorni na nekatere pomembne nastavitve na svojem računalniku. Zahtevajte, da oseba, ki v vašem podjetju skrbi za administracijo in vzdrževanje omrežja, poskrbi, da se bo s požarnim zidom omejil dostop do vaših računalnikov zgolj na določene IP naslove ali pa povezavo zaščiti s tako imenovanim VPN dostopom. Seveda pa je zelo pomembno, da vedno, ampak res vedno, poskrbite za varnostno kopijo oziroma backup svojega računalnika. Tako boste, tudi če vam kljub vsem varnostnim preprekam odrejo vaš računalnik, vse podatke enostavno restavrirali iz varnostne kopije, operacijski sistem pa preventivno ponastavili na tovarniške nastavitve. Plačilo odkupnine odsvetujemo. Saj nimate nikakršnega zagotovila, da se bodo nepridipravi resnično držali dogovora. Če pa se zanje vseeno odločite, se z napadalcem poskusite dogovoriti za nižjo odkupnino. Pred plačilom pa zahtevajte še, naj vam testno odšifrirajo nekaj datotek in se tako prepričate, da imajo res vaš šifrirni ključ. Če so bili na zašifriranem disku tudi osebni podatki vaših strank ali poslovnih partnerjev, incident nemudoma prijavite uradu informacijske pooblaščenke. V vsakem primeru pa tudi policiji in prek obrazca na varni na internetu.si.